Po Luksemburgu še ena nova postaja na evropskem zemljevidu. Tudi v Izraelu NK Maribor še ni gostoval. Sveta dežela, geografsko zelo raznolika, ki jo naseljuje 7,2 milijona prebivalcev, ima dovoljenje za udeležbo evropskih pokalnih tekmovanjih in žreb je slovenskemu prvaku v tretjem kvalifikacijskem krogu namenil dvoboj z izraelskim predstavnikom. Zaradi napornejšega potovanja in visokih temperatur v Izraelu je bil tokrat potovalni načrt nekoliko drugačen. Na prizorišče se je odšlo že 2 dni pred tekmo. Po 3-urnem poletu z mariborskega letališča do Tel Aviva je sledilo še 120 km vožnje z avtobusom do prizorišča dvoboja, ki nima mednarodnega letališča. Kljub poostrenim varnostnim razmeram je vse minilo brez zapletov in dolgotrajnih pregledov. Pot je bila, kot je treba, vse potekalo normalno, fanti so dobro razpoloženi, niso prišli utrujeni, ampak ambiciozni, da naredimo nekaj veliko. Haifa bo do četrtka začasno bivališče vijoličaste odprave. Za igralce bo to večinoma prvi stik z Izraelom. To je moje prvo bivanje v Izraelu. To smo videli, lepa država, vendar za oglede bo kakšna druga priložnost. Mi smo tu, da smo zbrani na tekmo in da se čim bolje pripravimo na nasprotnika, ter gremo z dobro popotnico, potem nazaj v Maribor na drugo tekmo. V moštvu prevladuje sproščeno, zelo dobro razpoloženje. Se pa med pripravami na tekmo proti Makabiju pazi na vsako podrobnost, tudi na spoznanje, da bo dodatno oviro na poti do podviga pomenilo vroče vreme s temperaturami nad 30 stopinjami in visokim odstotkom vlažnosti v zraku. Ja, tako je. Drugačne razmere, kot so pri nas, temperaturna razlika je kar precejšnja, vendar zato smo tukaj malo prej, da se na to privadimo. Jaz verjamem, da se bomo, tako kot smo se tudi preteklo leto, ko smo igrali na Madžarskem, ko smo igrali in v Palermu, se bo tudi razmere teže in više temperature, tako da tudi tukaj verjamem, da bo vse v najlepšem redu. Ja, se bo potrebno čez dan malo več hidrirati, malo več popiti tekočine, tako da med tekmo ne moreš ti sedaj, ali si dehidriran ali kaj si. Mi bomo pripravljeni na tekmo, da igramo lahko celotni 90 in še več. Torkov program mariborskega moštva, ki šteje 21 članov, zaradi poškodb so doma ostali Mitja Viler, Nejc Potokar in Aleš Majer, bo v znamenju skupne videoanalize nasprotnika. Čez dan se bo treba zaradi neznosne vročine izogniti preživljanju časa na prostem. Ob 20. po lokalnem času, v domovini bo tedaj ura manj, pa se bo preizkusilo igrišče na stadionu Kirjat Eliezer. Fantje iz tekme v tekmo stopnjujejo formo, kar je zelo pomembno. Smo šele na začetku sezone in mislim, da to stopnjevanje forme nas lahko vse veseli, kajti imamo še veliko rezerv in mislim, da smo že zelo blizu forme, s katero lahko presenetimo odlične nasprotnike. To je odlična ekipa in klub, ki iz leta v leto igra pomembno vlogo v teh kvalifikacijah ali pa že bil 2-krat v sami Champions League, ampak tako kot sem že rekel, mi se koncentriramo samo na naše fante in veseli nas to stopnjevanje forme in sem prepričan, da bomo prišli z ugodnim izidom iz Izraela. Tekma med Makabijem in Mariborom se bo v sredo začela ob 21:05 po lokalnem času, torej ob 20:05 po slovenskem času.